Takole. Vsota členov geometrijskega zaporedja. To pomeni kaj? Če imamo eno geometrijsko zaporedje, recimo prvi člen je 3, pa pomnožimo naprej krat 2. To je 6, 12, 24, pa tako naprej. In vsota prvih nekaj členov geometrijskega zaporedja je potem 3 plus 6 plus 12 plus 24, ne? To bi bila vsota prvih 4 členov zaporedja. To je S. S. 4, ne? Se pravi, vsota prvih 4 členov zaporedja je tako, da vzamemo prve 4 člene zaporedja, vsota plus. In obstaja en način, kako se to izpelje, ampak ga bomo mi preskočili, zato ker v resnici ne vem, če vam bo zdaj kje glih točno koristilo. V glavnem, stvar je taka. Ne, kar gremo takole, ne. Če je Q večji od 1, oziroma če je karkoli drugega kot 1, potem so členi ali naraščajo ali padajo in je treba vsoto izračunati takole. Vsota n členov geometrijskega zaporedja, vzamemo prvi člen krat količnik na n minus 1, vlomljeno z Q minus 1, kjer smo rekli, da Q ne sme biti 1. Zakaj Q ne sme biti 1? Ja, ker bi ta ulomek bi nam propadel, ne bi mogli to imeti vlomljeno, ne. Ampak saj nič hudega. Če je pa Q 1, na primer, da imamo A 1, 3, pa pomnožimo z 1, ne. Potem pa tako vemo, koliko je, ne. Vsota geometrijskega zaporedja, vzamemo 3 plus 3 plus 3, kolikokrat pač želimo, ne. Se pravi, n krat A1 je pa, kadar je Q enako 1, a ne. In to sta formuli za vsoto geometrijskega zaporedja. Če bi koga bolj podrobno zanimalo, kako se pride do tega, lahko si pogledate, kako se razstavi A na n minus B na n in potem ne, A minus B krat in potem dobite tule eno vsoto, ki je zelo zanimiva za vsoto geometrijskega zaporedja. Ampak mislim, da za potrebe, ki jih bomo mi rabili, tega vi ne boste rabili. Važno je, da poznate geometrijsko formulo. Raziskavo pa lahko naredite, to pa podpiram, sem ful fan in to je to. Tako da, evo, to je formula za vsoto geometrijskega zaporedja, zdaj bomo pa par nalog naredili, da vidite, da ni tako bav. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!